ste eno izmed društev, sicer pa jih je v Sloveniji kar 52. Lahko nekaj besed spregovorite o Društvu sožitja v Radovljici? Ja, Društvo sožitja Radovljica obsega 4 občine, Radovljica, Bled, Boh in Gorje. Zdaj, skupaj imamo 130 članov, to je teh oseb z motnjo v duševnem razvoju, zaradi katerih smo pravzaprav ustanovljeni, potem so pa pridruženi še njihovi starši, sorodniki in drugi ljudje, ki dejansko pač nas podpirajo. Zdaj, v okviru društva delamo lokalne programe, ker dejansko želimo, da se oni še vedno nekako učijo, da se socializirajo, da se vključujejo v socialno okolje. In sicer imamo razdeljene programe tako, da so namenjeni samo OMDR-jem, to je tem osebam, in sicer na področju pisanja, ponovnega branja, fotokrožek, kuhanje imamo. Potem imamo družinske, kjer je vključena cela družina, to imamo razne vikend seminarje, kjer dejansko predavatelji potem tudi predavajo kakšne teme, dobimo informacije strani pravnice, kar se na področju zakonodaje dogaja. Velik del pa dejansko posvečamo pravzaprav športu, ker imamo zelo dober občutek, da oni, ko preživljajo ta čas dopoldanski v VDC-ju, kjer imajo bolj mirujoče delo, je zelo pomembno, da je to gibanje tudi, ne. In zdaj razvijamo oziroma imamo različne športe, od namiznega tenisa, plavanja, atletike, zimskih športov, teki na smučeh, alpsko smučanje, med njimi je tudi balinanje. To, kar je danes pravzaprav tudi, bom rekla, zdaj center tega. Zdaj, na to balinanje zelo radi hodijo, zdaj jih je slučajno nekje 10, je pa zelo veliko zanimanje, tudi dekleta hodijo, tako da mislim, da na tem področju kar veliko delamo. V letošnjem letu praznujete častitljivih 50 let in kakšna je prehojena pot društva? Ja, letos res. Covid nam je tako zagodel, mi smo 26. maja praznovali 50-letnico, zdaj kakšnega praznovanja ne bomo naredili, ker mislimo, da je to prepozno že. Naša prehodna pot je pa tako, od leta 70, ko se je pravzaprav začelo ustanavljati društvo, ni bilo pravzaprav, so bili vse te osebe dane nekam v neke ustanove, ki so bile na takih nepomembnih krajih pa tako naprej. Zdaj, začeli so pa pravzaprav s tem društvom družine, ki so imele otroka doma svojega. In one so pravzaprav začele se ustanavljati, združevati in posledično s tem se je potem tudi razvijala oseba s prilagojenim programom. Potem so se začeli ustanavljati VDC-ji in društvo se je širilo, vedno več ljudi se je vključevalo noter, družin. In mislim, da je na tej poti, bom rekla, kar smo jo prehodili, da se je veliko naredilo. Vse te osebe, če jih danes srečate v mestu, jih skoraj ne prepoznate, včasih je bilo to strogo ločeno. Mislim, da so veliko napredovali, tudi njihov razvoj se je, napreduje, se jih uči stalno, tako da se zelo ta napredek pozna v 50 letih. Kako izobražujete njihove starše in pa osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju? Zdaj, pravzaprav izobraževanje, dokler so majhni, imajo tako svojo šolo, ne. V društvu se pa trudimo, da nadoknadimo tisto, česar pravzaprav po tem rednem šolanju nimajo. Ne, tako kot sem rekla prej, to branje je zelo pomembno, ki ga dejansko marsikdo, ki že tam po 40. letu težko bere, težko piše, imajo probleme in potem jih na ta način usposabljamo, učimo. Zdaj organiziramo tudi kar precej teh predavanj, naša pravnica iz Zveze sožitja veliko hodi, tako da jih pravzaprav tudi seznanja z novo zakonodajo. Potem nekaterim staršem, ki imajo še mlajše otroke, pač skozi programe zveze, ki jih imamo na področju države, so potem deležni pedopsihiatra, psihologa, imajo taka izobraževanja tedenska, kjer starši dobijo veliko informacij, da jim pomaga pri razvoju in učenju pravzaprav majhnih otrok. Je pa zelo pomembno to druženje družine, da se spoznavajo. Koliko oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju šteje Društvo sožitja iz Radovljice v vseh teh 4 občinah, katere pokrivate?
Trenutno jih imamo 130 članov, zdaj, to je tako ne, včasih se kakšen umre, kakšen se odseli ali karkoli, tako da varira med 130 in 140 tle nekje so. Iskrene čestitke ob 50-letnici vašega društva in pa seveda smelo pot naprej. Hvala lepa. Vi ste trener, že 12. leto, trenirate osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ste pa tudi sam član, pravite. Ja, ko sem odšel v penzijo, mi je nekaj manjkalo, ne? In ta manjko sem poskušal nadoknaditi na ta način, da sem dobil skupino teh varovancev, 10 smo jih zbrali in smo pričeli s treningi. Najprej na starem balenišču, ki je bilo ob Almiri, tam smo kar lepe rezultate dosegali, potem smo pa napredovali, resnično napredovali, saj smo iz prvega mesta v tretji težavnostni skupini prišli v drugega, iz drugega v prvega in v prvem smo v lanskem letu celo postali zmagovalci za specialno olimpijado. To se pravi, duševno prizadeti specialne olimpijade. Ne? No, letos smo si pa poskusili tudi že prvič, tekmovali smo tudi z invalidov, državno prvenstvo invalidov in so nas tudi poklicali. Ampak ker je pa to čist sistem drugačen, kot je pa pri nas, ker mi imamo le svoj specifičen program, specifične pravila, tako da se pač nismo mogli za mesta boriti, ampak vsi so bili pa zadovoljni, da smo mi prisostvovali in smo nekako poživili tudi njihovo prvenstvo, ki je bilo v Postojni državno prvenstvo. Ne. In koliko oseb prihaja vsak teden na treninge? Kolikokrat imate treninge? 10 do 12. Ne. Zdaj, prej smo imeli 12, ampak letos smo pa zaenkrat smo začeli z 10 in to ostaja. Ker zanimivo je to, da če kdo slučajno manjka, vedno prej telefonira in mi sporoči, danes pa mene ne bo, pa tako naprej. Tako da res vidim, da z enim veseljem hodijo. Ne. To so pa tudi vmes 2 dekleti, ki sta zelo uspešni, pa seveda tudi fanti, ki jih zanima tole. Tako da ne zamujajo, so disciplinirani, moram priznati. Vesel smo pa, da smo letos dobili te nove prostore. Prej smo tudi nekaj pomagali pri vlogi, tako da smo nekaj sredstev namenili tudi za streho, ki je bila postavljena, pa upam, da bo se še kaj dopolnilo. No, obenem pa je še novost ta, da so nas Društvo upokojencev Radovljica Balinari, so nas sprejeli v svojo skupino in smo nekako ena skupina, sekcija teh naših balinarjev v sklopu Društva upokojencev. No, predsednik Društva upokojencev bo par besed verjetno povedal, on je istočasno sva midva oba trenerja, izprašana trenerja specialnih pravil in sva kar zadovoljna, no, tako da res je en užitek. No. Hvala in še veliko športnega užitka vašim osebam. Ja, hvala. Vi ste član balinarskega kluba Radovljica, v katero ste sprejeli tudi osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, kjer pri vas trenirajo. Ja, zaenkrat imamo že 12. leto, sodelujemo, so naši člani, zaenkrat jih je 10. Ima predsednica Helena Tibula, je vestna, jih vodi, pomaga z našemu sodelavcem Markom Francem. Moram reči, da tako prijetnega sodelovanja zlepa ne vidiš, ne čutiš in pri vsem tem nam je pa veliko oporo tudi zadnja leta župan Ciril Globočnik, občine Radovljica, ki nam je omogočil, da smo danes na tem obnovljenemu 4-steznemu balinišču v Radovljici, ker prej smo domovali pri Almiri, ja, in to novembra je bilo prodano zemljišče in stavba in smo mogli priti sem. To nam je pa dejansko omogočil župan Ciril Globočnik. Hvala.